Dober večer z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Četrti krog 32. sezone državnega prvenstva prinaša prvi vrhunec v obliki največjega športnega dogodka v Sloveniji. Iz prvega polčasa proti Helsinkom lahko smo videli, da je Maribor funkcioniral dobro, da je pokazal kvaliteto in to je pa treba sedaj samo nadgraditi. Jan Repas na letu, dobra podaja v kazenskem prostoru, je bil tam pa Turina, pravočasno pa izvrat Matevž Vidovšek. Nekaj res, danes takoj po izgubljeni žogi, takoj ko pridejo v posesni, so mirni na žogi, odigrajo to navarno. Vukić je prišel do strela z glavo, visoko skočil, precej osamljen je bil tudi, to da meril previsoko. Že dvakrat slabše. Brnič do žoge, nekaj več prostora ima, pred njim je Marin Pil, Brnič v prodoru podaja pred vrata in obramba Vidovška! Kakšna obramba Matevža Vidovška! Čakamo na znak Davida Šmajca in zdaj Kvesić prek živega zidu in tudi prek vrat. Gneča je pred vrati. Kvesić s predložkom na prvo vratnico in gol! Svit Sešljar je zadev za vodstvo Olimpije v 36. minuti. Tako kot je Gorica v drugem krogu zadela prek Etiena Velikonje, je danes tudi Olimpija prek Svita Sešljarja. Odličen predložek Marija Kvesića in prvi gol Svita Sešljarja v tej sezoni. Repas, lepo je v prostoru tekel Watson, osrednji branilec, zdaj s predložkom pa zaključek iz prve v blok, pa še en poskus in na koncu Vidovšek. Suale se je zapletel in zapravil žogo, tu je Jan Repas. Na drugi strani je lepo opazil Brniča, Brnič pa potem Antolin z razdalje mimo gola. Mirno nazaj do Marcela Ratnika. Sešljar se je obrnil v kazenskem prostoru. Spet Kvesić s predložkom, Elšnik skače in gol! Timi Max Elšnik. Olimpija je povišala prednost na 2:0 v 79. minuti. Veselje na gostujočem sektorju in Ljubljančani so se približali zmagi. Timi Max Elšnik pa je dosegel svoj prvi gol v tej sezoni in prvič je zadel na večnem derbiju. Radovan Karanović, vsak poraz boli, na derbiju verjetno še toliko bolj. Težko je reči, verjetno tudi vam strniti misli po tako kratkem obdobju po koncu tekme, pa vendarle, kakšen derbi ste videli skozi vaše oči? Jaz moram reči, da smo se mi zavestno postavili pač v fazo obrambe in mislim tudi, da prvi polčas smo delali tiste stvari, kar bi mogli. Škoda, da Vipotnik tam ni zadev v tiste situaciji, ker mislim, da bi sigurno ta zadetek iz psihološkega vidika obrnil tekmo sigurno malo drugače. Tako da smo po tistem dobili gol spet iz prekinitve, kar je že postalo nerazumljivo. In normalno spet enostavno nismo bili več tisti, bi rekel, pravi. Vseeno v drugem polčasu smo spet probali se skozi tekmo digniti, ampak spet zadetek Olimpije in na koncu lahko rečem, zasluženo zmago Olimpije. V drugem delu ste veliko poizkušali po obeh krilnih položajih, pa s podajami z bokov. Zmanjkal je spet tisti zaključek. Bi lahko rekli, da je zdaj to ta največja težava, se pravi realizacija, tista zadnja poteza? Definitivno se strinjam s tem zaključkom, ker enostavno ni časa za uigravanje moštva. Poskušamo na vse načine, bi rekel, v kratkem času postoriti določene stvari, ampak normalno tudi prišli smo v slabo rezultatsko serijo in to se sigurno pozna na igri ekipe.
Za konec je to, v drugem polčasu smo videli z juga transparent podpore namenjen vam, češ da trener se ne menja po parih porazih, verjetno vam tudi to nekaj pomeni. Ja, sigurno da mi pomeni. Jaz mislim, da so tisti pravi navijači vseeno prepoznali tisto delo, kar ga delamo z mojim strokovnim štabom. Dejansko res je, da smo zdaj v rezultatskoj krizi, ampak vseeno jaz mislim, da se mora obrniti krivulja navzgor. Najlepša hvala in vso srečo na Finskem. Congratulations, 4 games of the season, 4 wins against the biggest opponent here in Slovenia. I guess this is the sweetest night of your coaching career. Yeah, okay. I'm happy. We are here to win games, but I came from the dressing room. All of us, we are happy because you prepare all the week for this. But happy, but still we didn't win anything. It's how we finish. We start well, but we have to keep going. So when you lose, you are not the worst because we are working on a good way. I'm preparing the guys for this because football is like this, and still in front of us 8 months to work hard. And of course, we want to enjoy these moments. But I repeat again, it's not how we start; it's how we finish. Not only that you won all 4 games, you didn't concede not a single goal. I guess this is something special even for you, for your coaching staff. Yeah, this is important. Many details. Football is about many details. Of course, everybody is looking where is the ball to attack all the time, offensive, controlling. But sometimes you don't have the ball. The opponent also playing. So the defensive part is also very important. Set piece is very important. Today the first goal came from a corner. So all the details are important and we are working on all of them. Thank you very much. Thank you. Thanks. Tu je odziv iz tabora Mariborčan Andraž Žinič. Tekma pravi derbi pravzaprav. Videli smo gor in dol priložnosti na obeh straneh. Olimpija je svoje izkoristila, vam danes v zaključku ni šlo. Kako ste videli tale dvoboj? Ja, kot ste rekli, res je bil derbi v pravem pomenu. Veliko priložnosti z ene in druge strani. Mi smo bili malo preveč nezbrani v obrambi in to nas je kaznovalo z dvema zadetkoma. In tako je Olimpija odšla v Ljubljano s 3 pikami. V drugem delu smo videli veliko vaše igre po obeh bočnih položajih. Je bil to nek načrt, stvar dogovora, verjetno, predvsem poizkusiti s temi visokimi predložki? Ja, to je bil tudi del načrta. No. V bistvu glavno je bilo, da bi bili v obrambi konkretni, kompaktni in da ne bi pred zadetka, ampak to se ne mi posrečalo, ampak gremo naprej, čaka nas še pomembne tekme in prvenstvo je še dolgo. Najlepša hvala in vso srečo na Finskem. Timi Max Elšnik, vsaka zmaga je sladka proti večnemu rivalu, še toliko bolj. 4. tekma v sezoni, 4. zmaga, pa ne samo to, brez prejetega zadetka, verjetno ste več kot zadovoljni s tem danes. Ja, sigurno, 3 točke so najbolj pomembne in predvsem ta clean sheet ponovni, da še v letošnji sezoni nismo prejeli zadetka. Mislim, da dosti povejo o karakteru ekipe, da res si živimo za ta gol, pomagamo Matevžu, da obdrži 0 in potem nam je seveda lažje izbirati točke. V primerjavi recimo s prejšnjimi tekmami tudi z Evropo, ko še niste bili toliko tudi seznanjeni s trenerjem, smo zdaj videli veliko presinga, veliko teka brez žoge, neko novo Olimpijo. Ja, mislim, da s prihodom trenerja se pač naša igra zelo spremenila. V kratkem smo pač sprejeli te njegove zahteve in mislim, da se to hitro pozna na terenu. Moram pač reči res, da sem navdušen nad njim. Verjetno v moji karieri je on trenutno zaenkrat najboljši trener, pa sem res imel velike trenerje, predvsem v Angliji, v derbiju. Sem imel Frank Lamparda, Steve McLarena, selektora Anglije, ampak z njim se malo kdo primerja. Res se vidi, da je delal z največjimi in te ideje pač poskušal zdaj nam upeljati v sistem. In pač kot igralcu je najbolj pomembno, da kot ti trener da neke zadatke, pa potem vidiš, da na igrišču to res deluje in ti lažje potem mu zaupaš maksimalno in boš dal za njega še teh 10% več. Najlepša hvala.